Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj je na stol oddaje Iskreno sedel televizijski urednik, pa v prvi vrsti novinar. Poznamo ga seveda tudi kot humorista, kot glasbenika. Skratka, nocoj je ob meni gospod, ki ima tako rekoč veliko obrazov. Jože Krajnc, poznate ga kot strašnega Jožeta, mogoče celo najbolj. Dober večer. Dober večer želim, hvala za povabilo. Jože, midva se poznava že kar nekaj let, se lahko tikava, kaj ne? Seveda, seveda. A imam jaz pravilen podatek, da ti nisi bil najprej Jože, ampak Matjažek? Res je. Torej Matjaž Krajnc bi bil. Ja, bi bil, če ne bi star oče rekel, da moram biti Jože tako kot on. Par dni sem že bil Matjaž, očitno bilo že takrat moderno, sestra nekoliko starejša je Alenka, pa so mogoče starši mal Matjaž, Alenka, Alenčica, da sem jaz ratal Matjaž, par dni sem bil. Potem se je pa s poti vrnil star oče, so mu rekli, ata, dobili ste vnuka, krasno, super, kako mu je ime Matjaž? Jože bo kot sem jaz. Pa sem še danes. Pa je Jože tu in tako smo te tudi vajeni. Zdaj te poznamo seveda kot gospoda z brki, no tudi kdaj brez. Kakšen je bil pa tisti Jože ali pa Matjažek brez brk kot deček? Lovljenje okrog Pake, Savinje, smučanje po zimi in še kaj? Ja, vse tole, kar si naštela, takrat se je še dalo, ne vem, je bila Paka lepša, čistejša, ali smo pa mi bili mečkan bolj prilagodljivi, smo se kopali in v Paki, smo se kopali v Savinji. Savinja je imela tam blizu nas dve krasni kopališči. Sankali smo se, smučali smo se, na Golteh še ne, ampak na teh hribih okrog Šmartnega, kjer sem doma. Imeli smo v bližini dve krasni vaški lipi, kjer smo se zbirali otroci in se igrali. Skratka, bi lahko rekel eno zelo, zelo lepo otroštvo. Ampak kultura, to igralstvo, tako rekoč, te je pa venomer zanimalo, že kot dečka. Čeprav so te premamili potem, da si se vseeno odločil za pravo. Ja, na nek način bi lahko rekel, torej v moji rodbini je bilo veliko glasbenikov. Star oče organist, stric organist, mama pevka. Na nek način, vsi ti so se skozi, tako je pač to včasih bilo na vasi, tudi na odru udejstvovali. Da mi je na nek način bilo vseeno, da se bom slejko prej v te vode vrgel. Tako da poleg 70-letnice, ki jo letos štejem 60 let udejstvovanja na gledaliških odrih, ker sem kot 10-letni deček že igral starejšo skupino. Ko sem zaključoval gimnazijo, mi ni bilo čisto nič jasno, kaj bi rad bil. Potem sem se z enim kolegom, ki je hotel študirati režijo, dogovoril, da se dobiva na avtobusu zjutraj, takrat so vpisi bili še mečkano drugačni na fakultete, in skupaj se peljeva v Ljubljano na AGRFT, kjer se bo on opisal na režijo, jaz pa na igro. On je avtobus zamudil, njega ni bilo, jaz sem šel sam na avtobus in tega vhoda na akademijo nisem takoj našel. Seveda bi ga našel, če bi bil dovolj prepričan v to, da hočem to biti, ampak očitno me je nekaj premamilo in potem sem naredil pot tja proti centru, ne vedoč, kaj bi naredil, pa srečam me kolege iz gimnazije, iz letnika, kaj pa ti, kaj si se opisal, nisem našel, ja, pet z nami, kam greste, napravo? No pa grem. Potem sem prišel pa domov, si se opisal na akademijo? Ne. Kam pa? Napravo. Šok. Zlasti sestra je bila vsaj sebe, pa ni to poklic za tebe, pa sem rekel, pa nekaj je treba. No. Ampak mi je res bilo hmal jasno, da to ni to. Tako da edino, kar sem tam naredil, so bili 4 kolokviji ob semestru, da sem zadržal status, pa nisem šel več izpitov delati, ker mi je bilo jasno, da
Smo se pa drugače fajn imeli tisto leto. Ne. No, med tem sem imel pa čas razmisliti, tehtno premisliti, kaj bi me pa v bistvu veselilo in potem sem se odločil za novinarstvo, pa mi ni bilo nikoli žal. Ampak novinarstvo je zahteven poklic, marsikje si bil. Je. Jaz sem najprej še kot študent delal na Valu 202, 2 leti honorarno. Potem sem se kot štipendist zaposlil prvi 2 leti na tedniku Naš čas v Velenju in na Radiu Velenje. No, od tam so me zvabili na Dnevnik Večer, tam sem ostal 13 let. Najprej sem bil dopisnik za področje Šaleške in Zgornje in Spodnje Savinjske doline, potem ko sem se preselil na obalo, sem poročal z tega konca, obala, Primorska, Zamejstvo, pa čedalje več sem hodil v Ljubljano. To so bili časi, ko so se začele po Jugoslaviji, pa tudi po Sloveniji dogajati te znane turbulentne stvari. In tako so me začeli pošiljati tudi naokrog. Kar precej časa sem preživel kot poročevalec Kosova, kot poročevalec z Beograda, Zvezna skupščina in druge stvari, ki so se tam dogajale, pa Črna Gora, pa Makedonija. Tako da zelo, zelo zanimivi časi, zelo, zelo zanimivo delo in bi rekel tudi zelo, zelo lepi spomini in poučni spomini in bi rekel, da sem po eni strani se je bilo zelo naporno, ker je bilo treba pač od jutra do večera, če si na terenu, ni delovnega časa, ampak tudi zelo lepo in zelo poučno. In danes imam na te čase zelo lepe spomine in bi rekel, da sem imel srečo, da sem bil del tistega turbulentnega časa, ki je predvsem v spominu starejših še zelo živ in je bil res turbulenten in razgiban. Ampak delo novinarja je lahko tudi zelo nevarno. Te je bilo kdaj strah? Poročati z Kosova, z Beograda, sploh v turbulentnih časih, veš kaj, 90-ih recimo. Še najbolj, torej na Kosovu sem enkrat uletel v eno situacijo na Kosovem polju, kamor so naju s kolegom z Radia Slovenija najbrž na lašč poslali eni informatorji, ki smo jim sicer zelo zaupali, ampak zdaj možno, da so tudi oni dobili napačno informacijo. Takrat sva skoraj uletela v nekaj, kar se mogoče ne bi dobro končala. Drugače pa mislim, strah. Nelagodno sem se počutil enkrat ob poročanju iz Zvezne skupščine v Beogradu, ko se je zasedanje skupščine naenkrat prekinilo in se je začelo po hodnikih šušljati, da pridejo iz Zveznega izvršnega sveta oziroma predsedstva Jugoslavije razglasiti vojno stanje za Slovenijo in Hrvaško. Zdaj, poleg vsega tega, kar seveda to za sabo potegne, jaz sem pa imel še isti dan, bi se naj to zasedanje končalo, že avion zvečer za domov in bi za tisto obdobje, za tisto rundo zaključil bivanje v Beogradu. In zdaj je bilo meni jasno, če se to zgodi, poti domov ni, bo treba ostati v Beogradu, boh je koliko časa, boh je kaj se bo med tem v Sloveniji in na Hrvaškem dogajalo. No, ampak hvala Bogu se pol to ni zgodilo in da bi mi bilo pa kje prav, kaj sem pač upravljaš to delo, niti ne razmišljaš o tem, ali te lahko je doleti ali ne. No, vse zadnje, tudi pol, ko sem delal 25 let na televiziji, na nacionalki, ti pa kak reflektor na glavo pade, pa tudi si nič ne moreš. A dimnikarja te je še strah? Ja, to me je pa bilo. Imel sem mojega dimnikarja, ta pa je bil, se ni bil hudobno, sam na en tak način nas je znal otroke, tako da, ko smo slišali, se ga je pa že nadalje slišali, da je v bližini. Jaz sem zatočišče ponavadi našel pri starem očetu in ko je bil zrak čist, sem pa šel domov. Sva se pa mnogo let potem srečala, ker je bil zelo zanimiva oseba in sem jaz o njem pisal. Šoštančan je bil. In se je spomnil, jaz tudi seveda njega, pa smo se kar malo nasmejali na ta račun. Zanimivo, ja. Sicer verjetno, kot človek se preizkusi v toliko vlogah v življenju, je strah kar nekje ob strani, ni več toliko prisoten.
Preizkusil si se na kulturnem področju, torej na humornem. Zabavati Slovence ni enostavno, tudi kot urednik, skratka kot novinar, na veliko področjih si deloval, a ne? Ja, no, kar se novinarskega dela tiče, nekaj so že povedala, sem obdobje, se pravi, velenjskega službovanja pa pol na Večeru. No, potem zadnjih 25 let delovnega veka sem pa preživel na televiziji Slovenija. In vse nedelje oddelal? Prvih 7 let vse nedelje, ker sem delal žive oddaje so takrat tekle, ne, v nedeljah zvečer, tudi čez poletje, takrat še ni bilo teh poletnih premorov. Prvih 7 let vsak dan, vsako soboto, vsako nedeljo, tudi vsak praznik. Po končani oddaji smo šli na eno pijačo. Jaz sem čakal, da nas je tja poklical človek, ki se je takrat še na televiziji ukvarjal z rezultati gledanosti, da mi je javil, kakva je bila gledanost. Potem sem šel pa jaz nazaj v pisarno, pripravil scenarij za naslednjo nedeljo, ker smo imeli v ponedeljek že prvi redakcijski sestanek. Tako da to je šlo. Se mi ni bilo nič hudo, sem se sam odločil za to, ne, se mi ni nihče silil, ampak je bilo pa kar napolno. Potem, ko sem nehal te nedeljske večerne oddaje delati, enih par nedelj, ko sem bil frej, ker nisem vedel, kaj bi s sabo. No, pol je bilo pa ogromno še drugih, sem vsa ta leta delal tedenske oddaje, včasih tudi po 2 hkrati, pa vmes še pisal scenarija za kakšne druge oddaje. To je umsko, ne, za možgane, tako rekoč zelo naporno. Je, ja, to pa može biti skozi. Za kreativo, ne, kreativnost zahteva tako delo. Je. Kako si se potem napolnil med tednom? Kako človek lahko napolni baterije? Zdaj, da bi rekel, za kak hobi niti ni bilo časa. No, potem, ko sem začela z Jožetom, s tem najin humorističnim parom, je to bilo že nekaj, kar je pomenilo ta ventila, ne. Čeprav tudi zato si je bilo treba zmišljevati tekste. Midva sva skoraj, ker vsak teden bila gost v televizijski oddaji, tam si je bilo treba vsak teden na novo zmišljevati, ne. Tudi ko sva hodila z prizorišča na prizorišče, sej, ko sva šla nekam na novo, sva lahko povedala nekaj, kar sva že tam, ne, ampak bilo se je treba pa zapomniti, da sva tule pa to že povedala, da bog ne daj ne bi naslednjič, ko prideva sem, pa spet kaj takega, ne. Ali pa tisto, kar so ljudje en teden prej slišali oddajo na televiziji, pa da bi zdaj pripovedovala tam, ne. Tako da je bilo tudi to, kar, ampak je pa bil en ventil, ena sprostitev. Drugače pa ja, stalno na preži, pač take oddaje sem delal, da je bilo treba tudi vedeti, kaj se dogaja na področju estrade, glasbe, gledališča, umetnosti, biti pač v stiku s temi stvarmi, kar je bilo pa po svoje tudi zelo zanimivo. Eno obdobje sem bil pa tudi urednik razredilnega programa. To je pa še ena, kaj ne rečem, se sama veš, ne še ena taka obveznost več. No, kako sta nastala Strašna Jožeta, kako je nastal ta lik, ki ga mnogi zelo dobro poznate, verjamem, da tudi pogrešate, pa z Jožetom v nadaljevanju naše oddaje. Iskreno, z Majo Oderlap. V nocojšnji oddaji Iskreno gostimo jubilanta leta. 70 let praznuje Jože Krajnc in 60 let, odkar se v narekovajih potika tudi po gledaliških odrih. Kot sem že omenila, ga poznamo tudi iz tandema humorističnega Strašna Jožeta. Jože, najprej, kako je zabavati Slovenke in Slovence? Eni pravijo, da težko. Jaz bi rekel, da niti ne. Mogoče zaradi tega, ker sem imel to srečo, da sem od mladih nog bil med ljudmi, spremljal stvari, s katerimi se ukvarjajo, ki jih osrečujejo, ki jih zabavajo, ki jih radi slišijo. Tudi potem, ko sem delal na televiziji, ko sem vsak dan, pa vsak naslednji dan dobival feedback od gledalcev, kaj jim je v oddajah všeč, kaj jim ni všeč.
če to poznaš, če se znaš temu prilagoditi in če znaš iti skozi življenje z odprtimi očmi in ušesi, ker je tega materijala je ogromno. Na cesti, v vseh mogočih odnosih, starševskih, zakonskih, delovnih, ne vem še kakih, tega materijala je kar nekaj. In če ga znaš že prav, bi rekel, slišati, ga mečkan predelati, malo na hec obrniti, je pa res, da smo pa Slovenci na nek način, kaj sem bi lahko rekel, mogoče malo bolj melanholičen narod, da se mogoče lažje zjočemo, ko zasmijemo. To pa najbrž drži, ta kliše. No, ampak... Strašna Jožeta sta skrbela za smeh in zmisliti si venomer, nove šale, nove prigode, ni enostavno. Kako sta sploh prišla na idejo, da bosta pač Strašna Jožeta? Skoraj 30 let je že stara lika. Ja, skoraj 30 let. Jaz sem bil takrat v službi na TV Slovenija v razdeljenem programu in sem bil urednik ene oddaje Nedeljske večerne, Nedeljskih 60, v katero smo uvedli po priporočilu Eurovizije eno rubriko pripovedovanja šal. Imeli smo audicijo za te pripovedovalce in v enem delu sezone nam jih je zmanjkalo. In potem jaz, ker sem se takrat že tudi z gledališčem ljubiteljsko malo ukvarjal, poznal te kroge, malo klical in nagovarjal ljudi, ki sem jih poznal, pa sem vedel, da bi bili ta pravi za to. Sami se niso prijavili, pa sem jih jaz nekaj nagovoril, med drugim tudi Jožeta. Midva sta se pa poznala, ker sva iz istega kraja, ker so v istem gledališču sodelovala. In sem ga uspel nagovoriti, je prišel v ta šov in na koncu tudi zmagal. Glasovali so pa gledalci, seveda. Vsake oddaje je bil en par in potem so se uvrščali naprej do končne zmage. No in takrat je bil urednik razredilnega programa Mito Trefalt. In čisto slučajno je v enem pogovoru prišlo do tega, vedel je tudi, da so oba gledališčnika ljubiteljska, poznal je najno gledališko delo odprej iz enih drugih sodelovanj. Kaj, če bi naredili en moški humoristični par, ker ga ta moment ni na sceni. Bila sta Iča pa Matevž, bila je Modra kronika, bil je Podokničar, pa še kdo, Tof z Moped šovom. No pa dajmo. In je kar ratal in se je kar zapeljala. Zapeljal se je pa v to smer, da so kar naenkrat bila pač v teh vseh mogočih oddajah na nacionalni televiziji, tudi v nekaterih radijskih postajah in seveda se je s to promocijo začelo tudi ogromno nastopov na vseh mogočih prireditvah. Tako da se jih je na leto včasih nabralo tudi po 160, 180. In je bilo to, vsej je bilo po eni strani naporno, predvsem je bilo pa fajno. Se ti sicer rad smeješ? Kako nasmejati tebe? Mene nasmeji predvsem zelo preprost, vsakdanji, če bi po domače rekel, ljudski štos. Ali pa tudi kakšna dobra ironija. V bistvu meni težko nasmejati. Se bi bilo to najbrž malo čudno, da bi rekel, jaz se pa ne znam nasmejati, se pa tudi najbrž ne bi vedel, čemu se pa sploh ljudje znajo nasmejati. Je pa res, da če sem pa recimo v gledališču ali pa v kinu, pa ne bo zadeva še tako smešna, se pa nekako zadržim, da se na glas ne bi zasmejal. Vse se pa zelo smejem. Zakaj ne? Ne vem. Mogoče zaradi tega, da ne bi zmotil koga okrog sebe, ki se mu pa kaj ne bi zdelo smešno, lojgo, kaj pa ta? Kaj pa v tvoji predstavi, ki jo zdaj izvajaš, oziroma bila je že v Velenjski knjižnici, recimo, kaj se tam dogaja v tvoji predstavi? Kaj imaš za povedati ob 60-letnici tvojega ustvarjanja, kar se gledališča ljubiteljskega tiče? Jaz nisem imel nikoli ambicije, da bi kako tako mono predstavo naredil. Tudi zaradi tega, ker nikoli nisem bil navajen sam stati na odru. V gledališču sem imel soigralce, v tem paru sem imel Jožeta in pol si sigurno, če karkoli se zgodi, če ti kaj se zalomi, eden te bo že potegnil ven. Ko si pa sam,
si pa sam, ne, in se moraš znati, kolikor več in znaš. Ampak nisem nikoli razmišljal, da bi to naredil. In je pol prišlo do tega, pa vsem po naključju, da so me eni prijatelji iz Velenja priporočili enim organizatorjem na Koroškem kot režiser ene predstave, ki sem jo takrat imel aktualno še na odru. Oni so me kontaktirali, ampak smo ugotovili, da je prišlo do nesporazuma, da oni ne iščejo gledališke predstave, ampak iščejo nekaj manjšega, bolj komornega. A ima tako izjože tam takega? Sem rekel, ne, pa tudi dele so malo nehala, pa Jože je neke bolane na bolniški, ne sme okrog hoditi. Ja, pa dajte sam nekaj narediti, ne. Kaj čem sem, pa mi rabimo toliko, pa mudi se že obvignem. In ker ne znam reči, ne, sem rekel, no, ok, pa bom, ne. In pol kaj ne naredim, in pol sem se ne vem, za kak žanr bi to opredelil. Stand-up ni. Monokomedija še najbolj. S tem, da jaz to pripovedujem kot naslov je moje kulturno življenje, ker je bilo tudi za kulturni dogodek to namenjeno. Pa dejansko me kultura skozi življenje tako ali drugače spremlja. In pripovedujem v tem projektu svoje življenje, nekatere postojanke iz svojega življenja, mogoče tudi v enih segmentih malo namišljene, da pač lahko na to obesim, seveda tudi to, kar ljudje od mene pričakuje, da se bojo malo nasmejali. Vsake toliko časa pa to pripoved presekam s poezijo, z branjem pesmi slovenskih avtorjev. Tudi zaradi tega, ker zelo rad prebiram poezijo, jo imam zelo rad, in mi je res v nekaterih situacijah v življenju včasih čisto po naključju. Če sem kaj bral poezijo, tako kot sem jo pač večkrat bral, prebral na pesem, tole pa ni slabo mislil, mogoče bi pa jaz tudi se malo potem le ravnal, ne. Ja, dajmo probat. Ali pa, če sem bil v kakšni situaciji, ko mi kompas ni prav kazal, v katero smer bi se obrnil, kaj če bi šel jaz malo, to se mi je že zgodil, bi šel jaz malo poezijo brati, mogoče pa najdem kaj takega, da mi bo naredil takole, pa mi rekel. In to se mi res v življenju dogajalo, zato sem jaz to pripoved tudi z nekaterimi pesmami presekal. To je to, evo, na kratko povedano. Zdaj, kulturo ti torej spremlja, živiš 60 let, to je dolga doba, marsikaj se je zgodilo na kulturnem parketu v tem času. V kakšnem stanju je po tvoje zdaj v letu 2023? Slovenska kultura. Slovenska kultura. Predvsem je še, hvala Bogu, zelo živa. Seveda so ti nesrečni časi covida, pa mogoče še kaj drugega, kako drugače hočeš, nočeš pustili posledice, ampak mislim, pa fajn se mi zdi, da se uspešno pobira, da imamo nekaj izjemnih kulturnih delavcev na vseh področjih kulture, kamorkoli pogledamo, ali je to gledališče, ali je glasba, ali je likovna umetnost, ali je karkoli drugega. Imamo res ljudi, ki jih tudi svet prepoznava kot izjemne ustvarjalce. Pa mogoče žal kdaj še bolj ceni kot mi sami. Ampak mislim, da smo lahko na to, kar nam slovenska kultura v vseh svojih razsežnostih ponuja, kar zelo zadovoljni in hvaležni vsem tem ljudem, ki to počnejo. Predvsem tudi profesionalna kultura itak, pa tudi ljubiteljska, ker je jo ogromno, od pevskih zborov, gledališč, likovnikov in tako naprej. Tako da bodimo kar zadovoljni. No, naš nocojšnji gost, Jože Krajnc, pa ni samo ljubiteljski kulturnik, ampak se navdušuje tudi nad bobni, nogometom in še čem. Kaj vse še počne oče 3 hčera, boste izvedeli v zadnjem delu naše oddaje. Ne odhajajte predaleč.
Jože Krajnc je moj gost nocojšnje oddaje Iskreno. Marsikaj smo že izvedeli, kar se njegovega življenja tiče, tako na področju humorja, strašnih Jožetov, ljubiteljske kulture, pa tudi novinarstva. Jože, ampak šport je tudi tvoja ljubezen, da tako rečem. Je. Nogomet. Ja. No, šport nasploh imam rad, glede na to, da sem iz Šmartnega, ki se je včasih rekel najmanjša nogometna vas v Sloveniji, pa itak brez tega ne moreš. Ne? Da bi kaj dosti igral, nisem, ker nisem bil za to nadarjen. Sem bil pa vpet v dogajanje, tako da sem v tem klubu, takrat, ko smo bili prvoligaši, kar je bil seveda za tak majhen kraj pač en enorm podvig. Najprej sekretar kluba, potem direktor, potem pa predsednik. Zdaj je pač nogomet v Šmartnem na mal nižjem rangu, bi rekel bolj primernem za tako okolje, ampak hvala Bogu še živi. Še pa zelo spremljam, ne? Tudi gledam rad nogometne tekme, tudi drug šport. Tako da, ja, bil sem pa tudi kar nekaj let aktiven kot športni delavec. Športniki so tudi garači, a ne? O ja, so. In me treba kar priznati, zlasti tisti na vrhunskem nivoju, pa tudi ti fantje, ki so igrali takrat recimo v Republiški ligi, v najvišjem slovenskem nivoju, vse so imeli vsi službe, ne, tudi pa je bilo treba po službi na trening praktično vsak dan. No, potem v tistih letih, ko smo nazadnje igrali v Republiški ligi, so bili tudi profesionalci, ampak trening vsak dan dopoldne, popoldne, vmes še kaj, tako da je kar težko prislužen denar, ki ga po slovenskih razmerah takrat ni bilo, ne vem koliko, pa ga tudi danes najbrž še ni. No, si te pa mogoče najmanj predstavljam kot bobnarja. Ja. To je bilo pa v poznih dijaških letih, pa v zgodnjih študentskih letih. Še gre kaj? Zdaj pa že dolgo nisem probal. En krajši čas sem igral tudi bas kitaro, pa tudi teži zelo dolgo nisem imel v rokah. Me pa seveda glasba tako ali drugače, kot sem rekel, spremlja skozi vse življenje in jo imam zelo rad, ja. No, glasbo si gojil, kot si rekel, skozi vsa ta leta, sodeloval s številnimi glasbeniki, prav tako skupina Malibu je bila tista z Marjanom, Ja. s katerim sta tudi pripravila, da ne rečem, kar en mini program. Ja, to se je pa začelo tako, ko je nacionalna televizija imela oddajo Zvezde pojejo. To je bil format, v katerega so vabili slovenske pevce in jim dodajali po eno znano osebnost. In mene so določili z Marjanom od skupine Malibu, on je bil takoj za, jaz tudi, in tako se je to sodelovanje začelo. In pač so imeli nekako srečo, jaz bom spet rekel zato, ker on je poznal publiko zelo dobro z odra, ker je skupino Non-Stop igral povsod. Jaz sem poznal publiko dobro skozi moje nastope na odru, skozi moje delo na televiziji in smo imeli nekako to srečo, da sva imela prav občutek za zbrati skladbo, ki je pol gledalcem fajn sedla, bila všeč in tako smo zmagovala iz oddaje v oddajo do konca. In ker se je to med gledalci zelo fajn prijeli, je bila oddaja precej gledana in smo bila, rečemo temu, spromovirana, ne, smo rekli, dajmo še kaj naprej narediti. In potem sva sama naredila kar nekaj koncertov po Sloveniji skupaj z Malibujem, ampak pod tem naslovom Zvezdam pojemo. Potem sem pa še nekaj časa sodeloval z Malibuji na njihovih koncertih in drugih prireditvah. Tako da to se je še kar nekaj časa vleklo, ja. Je težje biti humorist ali glasbenik, ali moraš biti danes miks obojega, da lahko v našem majhnem prostoru sploh deluješ? Zdaj, če te nekdo obdari z več talenti, je že fajn, ne, da se eno in drugo, čeprav čisto 100% biti eno, drugo in tretje, pa najbrž ne gre, ne, ali pa tudi. Je že fajn, da se znajo muzikanti na odru tudi malce, ti
to sama veš, ne, pohecati, če se znajo, ne, pa da to pri ljudeh naleti na ta prav odziv. Daj, kaj biti težje? Jaz ne vem, nekako, kaj pa vem, nič mi ni bilo težko, ne. Mogoče po eni strani so humoristi v težjem položaju zaradi tega, ker ni takega vica, ki bi ga jaz en večer lahko dvakrat povedal, pa bi se mu dvakrat nasmejal. Prvič, ja, drugič, bože, da ga tega ne omenjam več. Pesmi so pa take, da jih muzikant lahko dvakrat ali pa trikrat na večer zaigra, pa bojo rekli, daj še tisto enkrat. Po drugi strani so pa humoristi v boljšem položaju zaradi tega, ker nam ni treba od ne vem koliko ur viseti na odru pa se matrati, kot se vi muzikanti matrate. Pa čisto malo imaš s seboj rekvizitov, ne? Ja, če jezik, pa to je to, ja. No, da o tem ne govorim, ja, v logistiki. Jože, ob vsej tej bogati tvoji karieri, novinarski, gledališki, humoristični, televizijski, seveda, si tudi oče in kar 3 puncam. Si prišel kaj do besede? Si? Ti imaš sina. Ja? Če bi imela hčerko, me tega ne bi vprašala. Si jo moraš kar zboriti. Ampak ne, je v redu, se razumemo, se pogovorimo. Kakšen oče si? Mogoče preveč popustljiv. Torej te lahko punce okrog prsta vrtijo? Ja, me lahko. Jaz sem si, ne vem zakaj, to se večkrat vprašam, pa si ne znam odgovoriti, še kot tam, ko začneš razmišljati o otrocih, ne vem, kjera leta so to bila, želel, da bi imel 3 hčerke. Ne vem zakaj. No in potem se je zgodilo, kakor se je, in zdaj se mi to fajn zdi, a ne. Zdaj samo čakam, da bojo začeli potencialni zeti, dobro, enega na pol imam, potencialni zeti lafati okrog, pa da bom jaz izpadel, ne. Kaj fantje? Boste kaj vprašali, očeta ali kar, ne? Ampak bo treba še malo počakati. Pa je še ta, misliš, da še fantje sprašujejo očeta, ne? A je še pri mladih kaj to prisotno? Mislim, da ne. To si jaz sam domišljam. Že če bo hoteli z mano kaj spiti, bo čisto ok, ali pa če bo hoteli namesto mene kositi kaj okrog hiše. Boš zadovoljen? Zelo. Torej nisi preveč zahteven? Ne. Si sicer zahteven do sebe? To pa ja. To pa sem, pri vseh stvarih, ki sem jih delal, tu pa sem čutil eno veliko odgovornost in če pa tega ne čutiš, ne, pa jaz ne vem, če se sama veš, ko delaš v medijih, si kdo misli, ja, mediji imajo moč v rokah in zdaj, če to jemlješ kot to, ne, pol hitar zaideš kako napačno smer, če pa to vzameš kot veliko odgovornost, je pa druga stvar in do tega dela sem pa bil, ja, zmeraj zelo zahteven. Kdo ti je v življenju dal kak res dober nasvet, ki te pelje skozi poti tvojega delovanja in komu si ga dal ti? Tole je zelo dobro, pa zelo težko vprašanje. Jaz sem imel srečo, da sem povsod, kjer sem delal, imel dobre mentore. In od vsakega sem zagotovo dobil kak dober nasvet za delo, ki sem ga opravljal. Enako je bilo v gledališču. Zdaj, da bi bil eden tak kot, vse to so klišeji in se čuti in sliši zelo oguljeno, ampak je pa prekleto res, ne, zato pa je toliko oguljeno. Delaj, kar te veseli, v kar verjameš in če delaš iskreno, bodo tisti, za katere to počneš, to ni hudič tudi začutili. In potem se ustvarjen stik in fluid, ki ustvari vse nekaj obojestranskega zadovoljstva. Ja,
Obojestransko zadovoljstvo je pomembno vsak dan v življenju. Predno z Jožetom poveva še, kako je s sanjami in sanjarjenjem, si privoščimo še Malibuje. Ste v družbi oddaje Iskreno. Nocoj je na naš vroči stol, če mu smem tako reči, sedel izjemen sogovornik, gledališčnik, voditelj, tudi kdaj humorist, skratka producent, urednik, novinar Jože Krajnc. Tudi oče, sva rekla v zadnjem delu oddaje. Jože, zadnjo oddajo ponavadi posvetimo sanjam in sanjarjenju. Koliko ti sanjaš in koliko sanjariš? Sanjam precej. Lahko bi rekel, da vsako noč. O čem sanjaš? A veš, da se dostikrat zjutraj niti ne spomnim več točno, kaj je bilo. Sam vem, da sem sanjal. Pravijo, da če pogledaš zjutraj v okno, potem sanje pozabiš. Res? Ne vem, kako imaš posteljo obrnjeno. Ja, nevarno je, da pogledam. To pa nisem vedel. Prav res, če najprej pogledaš v okno, pa... Konec. Aha. Sanje pobegnejo. Aha. Mogoče zato. Morda, tole bom pa upošteval. Kar se pa sanjarjenja tiče, ja, sem sanjač, sem. Bi rekel, zdaj o čem? O novih izzivih, o novih vlogah. Ja, čeprav, dobro, v teh mojih letih se ne, da bi hotel reči, da... Izzivi so vedno. Ja, hvala Bogu, da so. Sanjam, recimo, da bi morda še kdaj naredil kako gledališko predstavo s komarkoli. Sanjam o tem, da bi čim prej poročil vse 3 hčerke. Sanjam, zaradi košnje predvsem, hecam se, sanjam o tem, da bi čim prej dobil kakega vnuka. Ali pa vnukinjo. Sanjam o tem, da bi mogoče z Jožetom še kdaj stala tudi skupaj na odru. Da bi se imeli lepo še naprej, kot se imamo s prijatelji, znanci, sorodniki. Na koncu koncev, da bi bili še dolgo živi in zdravi na tem svetu. A še kaj več treba. Če imamo to, imamo vse. Tudi jaz mislim. Tisti drobci, ki tako zelo bogatijo naše življenja. Ne? Tudi jaz mislim, ja. Hvala lepa, ker si bil nocoj moj gost. Upam, da še kdaj. Z veseljem te povabimo v našo oddajo Iskreno. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Zaključek naših oddaj že tako poznate, kaj ne? Treba je sanjati in sanjariti. Ker tako kot ponavadi vedno rečem ob koncu, sanje vedno pridejo z razlogom, pa lahko noč.